Tedaj je dejal: zato je vsak pismolog, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Za našega papeža, škofe, duhovnike in druge služabnike Cerkve, spopolnjuj jih v svoji ljubezni in jih ohranjaj v edinosti z vsem vernim ljudstvom. Prosimo te, usliši nas. Pošlji novih delavcev na svojo žito, da bodo vsi narodi slavili tvoje Božje ime. Prosimo te, usliši nas. Pošlji svojo pomoč in blagoslov na vse nas, ki začenjamo danes živeti leto skupne hoje svetosti z Jezusom med nami, saj smo poklicani in poslani. Prosimo te, usliši nas. Gospod Knespil, prosimo za spremembo v srcih in razumu vseh, ki odločajo o vojni in miru, da zavzamejo držo dialoga in miroljubnega reševanja nesporazumov. Da vsi spoznajo, da imamo samo en skupni dom in da je veliko več stvari, ki nas povezujejo, kot pa delijo. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, na svetu je mnogo trpečih na duši in na telesu. Naj njihovo trpljenje ne bo zaman, naj sprejmejo tvojo ponujeno roko, pomoč in tolažbo. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za vse prizadete v poplavah, da ne bi izgubili upanja, saj ti nikoli ne samo sameš, za nas pa te prosimo, da slika njihovega trpljenja ne bi prehitro zbledela. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, smemo ti reči, Oče, srčno te prosimo za naše drage rajne, ki so svojim življenjem pričali zate, naj se veselijo tvoji ljubezni, pa tudi tisti, ki so se oddaljili od tebe, naj najdejo usmiljenje v tvojem svetem srcu.